Če si ujet začaran krog, izhoda ni. Če znani glas vedno znova ti šepeta laži. Če praznina v sebi bi zapolnil rad, tu je boljša pot, tu je boljša pot. Če v stiski si, on te potolaži. Če se zgubiš, on ti pot pripravi. Če iščeš svobodo, rešitev, te iz tvoje ječe spravi. Če si ujet, vse vezi odpravi. V temni noči iskali smo žarek te luči. Od preprek in stisk bili vsi izčrpani. Se zatekali k stvarem, polnim zmot. Tu je boljša pot, tu je boljša pot. Če v stiski si, on te potolaži. Če se zgubiš, on ti pot pripravi. Če iščeš svobodo, rešitev, te iz tvoje ječe spravi. Če si ujet, vse vezi odpravi. Če v stiski si, on te potolaži. Če se zgubiš, on ti pot pripravi. Če iščeš svobodo, rešitev, te iz tvoje ječe spravi. Če si ujet, vse vezi odpravi. Če to veruješ, če vse to sprejmeš in če to čutiš, zaživi in pričuj. Če to veruješ, če vse to sprejmeš in če to čutiš, zaživi in pričuj. Če to veruješ, če vse to sprejmeš in če to čutiš, zaživi in pričuj. Če to veruješ in če to sprejmeš in če to čutiš, zaživi in pričuj. In pričuj. Če to veruješ, če vse to sprejmeš in če to čutiš, zaživi in pričuj. Če to veruješ, če vse to sprejmeš in če to čutiš, zaživi in pričuj. Če v stiski si, on te potolaži. Če se zgubiš, on ti pot pripravi. Če iščeš svobodo, rešitev, te iz tvoje ječe spravi. Če si ujet, vse vezi odpravi. Če iščeš svobodo, rešitev, te iz tvoje ječe spravi. Če si ujet, vse vezi odpravi. Odpustiti je ena izmed najtežjih stvari v življenju. Pa vendar, ko odpustimo, iz našega srca pade veliko breme. Pravo odpuščanje pomeni, da se več ne spominjamo besed oziroma dejanj, ki jih je proti nam zgrešila oseba. In prav takšno je Božje odpuščanje. Ko nam Bog odpusti, on več ne misli na naše napake in grehe. V Miheju 7:19 beremo: Spet se nas bo usmilil, poteptal bo naše krivde, v globine morja boš zagnal vse
naše grehe. Haleluja! To je izjemno Božje odpuščanje. Tako se Bog več ne spominja naših napak in vrže naše grehe globoko v morje, daleč stran od nas. Ljudje pa razmišljamo na povsem drugačen način kot Bog. Mi bi takoj nekoga kaznovali za napake. Želimo si, da vsak dobi pravično plačilo oziroma povračilo za to, kar je storil, dobrega ali slabega. Toda hvala Bogu, da on na nas gleda na drugačen način. V svoji veliki ljubezni in usmiljenju nam daje priložnost, da se naš greh opraviči. V Psalmu 103, 10-13 beremo: Z nami ne ravna po naših grehih, ne vrača nam po naših krivdah. Zakaj? Kakor je nebo visoko nad zemljo, je njegova dobrota silna nad tistimi, ki se ga bojijo. Kakor je vzhod oddaljen od zahoda, oddaljuje od nas naša hudodelstva. Kakor oče izkazuje usmiljenje nad otroki, Gospod izkazuje usmiljenje nad tistimi, ki se ga bojijo. V tem psalmu beremo, da Bog z nami ne ravna po naših grehih in nam ne vrača po naših krivdah. On bi to lahko enostavno storil, ker je svet in pravičen Bog in ne trpi greha. Greh je proti njegovi naravi in zaradi tega bi Bog lahko pravično vračal ljudem kazen glede na njihove grehe. Toda psalm nadaljuje, da je Gospod poln dobrote. V tej dobroti od nas odstranjuje naš greh, če mu to dovolimo in če ga za to prosimo. Kot je vzhod oddaljen od zahoda, Gospod oddaljuje od nas naša hudodelstva. Mogoče si v tem jutru misliš, pa kako je to mogoče? Zakaj bi meni Bog odpustil moje napake in prestopke? Kaj sem naredil, da sem si to zaslužil? Naj ti povem, da ti nisi naredil čisto nič, da bi si to lahko zaslužil. To je povsem Božja ljubezen in milost. Jezus je storil vse potrebno za to na križu. Umrl je, da bi tebi in meni bilo ne treba umreti. Jezus je plačal kazen za naš greh, da bi mi lahko prejeli odpuščanje. Slava Bogu za to. Čeprav mi včasih ne razumemo, zakaj nas je Bog tako zelo ljubil, da je dal svojega lastnega sina za nas. Mogoče, da razumemo, kako je lahko Jezus šel na tisti grozen križ in tam umrl mučeniške smrti namesto nas. Ampak vseeno je to Bog storil iz svoje velike ljubezni do človeštva. Usmilil se nas je in sam odplačal ta prevelik dolg za naše prestopke. Mi mu nikakor ne moremo povrniti tega dolga. Ni denarja na celem svetu, ki bi lahko poplačalo Bogu, kar je on storil za nas. Danes ti Bog sporoča, da je vse odplačano. Odpustil ti je greh in ti si lahko povsem svoboden. V 1. Janezu 1:9 beremo: Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen. Božja beseda nam jasno pravi in obljublja, da nam Bog odpusti prav vse grehe in nas očisti vse krivičnosti, če pridemo k njemu in mu priznamo svoje grehe. Vse, kar moramo storiti, je zelo preprosto, da priznamo svoje grehe. To pa lahko storimo sami v molitvi in ne rabimo nobenega drugega posrednika med nami in Bogom, saj je Kristus Jezus edini posrednik med človekom in Bogom. Če ga bomo prosili za odpuščanje, nam bo on zagotovo izkazal usmiljenje in nam vse odpustil. Zaradi svoje velike ljubezni
in zvestobe nam Bog odpušča ves naš greh. Kako čudovita Božja obljuba za tebe in mene. Poglejmo si en primer o Božjem odpuščanju iz evangelijev. Spomnimo se hitro na primer žene, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Jezus je nekega dne učil v templju, tedaj so k njemu farizeji pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Želeli so preizkusiti Jezusa, kaj bo on zdaj rekel o njej. Vprašali so ga, kaj naj z njo storijo. Po Mojzesovi postavi bi namreč morala zaradi tega kaznivega dejanja biti kamnana in ubita. Mi ljudje lahko tako hitro obsojamo druge, tako hitro si želimo, da nekdo dobi zasluženo kazen, kaj ne? Hitro pa pozabimo, da smo mi sami prejeli veliko odpuščanje. Hitro pozabimo na naše napake, ko iščemo napake pri drugih. Toda Jezusov odgovor jih je povsem presenetil. Jezus jim je dejal, naj vrže v njo prvi kamen tisti, ki je brez greha. Bili so šokirani in drug za drugim so odhajali, kajti vsi so pregrešili. Le Jezus, Božji sin, je bil povsem pravičen in ni nikoli zgrešil. Tako sta tam ostala samo Jezus in ta žena. In Jezus se je tedaj vzravnal in ji sam rekel, tudi jaz te ne obsojam, pojdi in odslej ne greši več. Jezus je povsem odpustil tej grešni ženi. Vsi drugi bi jo obsodili in kaznovali, toda Jezus je imel drugačen pogled na njo. Zato, ker je naš Bog milostljiv Bog. On nam ne poplača po naših prestopkih. Kakor je vzhod oddaljen od zahoda, naš Gospod od nas oddaljuje naše krivice in naš greh. Mogoče si zdaj misliš, da je tvoj greh prevelik in ti ga Bog ne more odpustiti. Mogoče si storil kaj zares groznega in si misliš, da ti Bog tega nikakor ne more odpustiti. Naj ti povem, Bog nam lahko odpusti prav vsak naš greh. On nas želi povsem očistiti. Samo prositi ga moramo za odpuščanje in nas bo opravičil. Noben greh ni prevelik, da ga Jezus ne bi mogel odstraniti in nas očistiti. Bog nam iz svoje velike ljubezni odpušča prav vse, če to iskreno priznamo. To je čudovita novica. Toda Bog si tudi želi, da mi odpuščamo drugim. Božja beseda je polna primerov, kjer piše, da naj mi odpuščamo. V Kološanom 3:13 beremo: Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Božja volja za nas je jasna. Odpuščajmo drugim. Karkoli so storili nam, jim odpustimo. Bog to pričakuje od vsakega kristjana. Še več, piše tukaj Pavel v tem pismu Kološanom. Kakor je Gospod nam odpustil, tako naj tudi mi odpuščamo drugim. Ali z drugimi besedami, ker je Bog nam odpustil, zato tudi mi odpuščajmo drugim. Ko odpustimo osebi, to pomeni, da odpustimo njen dolg do nas. Kot je Bog odpustil ta velik dolg našega greha, tako tudi mi odpuščamo drugim in izbrišemo ta dolg, to, kar so storili proti nam ali nam povedali. Ne spominjajmo se več tega in tudi drugim več ne govorimo o tem, kaj nam je ta oseba storila. Odpuščanje pomeni, da se več ne spominjamo hudega, kar nam je bilo storjeno. In to storimo tudi čim prej ali čim hitreje. Ne držimo zamere predolgo. Božja beseda pravi v Efežanom
da naj sonce ne zaide nad našo jezo. Še isti dan se spravimo z osebo, ki nas je prizadela. Zato ne zavlačujmo s svojo užaljenostjo in jezo. Čim prej odpustimo in se spravimo z drugo osebo. 2. oktobra 2006 se je v ZDA v Pensilvaniji zgodila huda tragedija. Charles Roberts je v osnovni šoli amiške skupnosti ugrabil več deklet. Postavil jih je pred tablo in jih čez nekaj časa ustrelil s pištolo. Ubil je 5 deklet, 5 drugih pa je hudo ranil. Nato je ubil še samega sebe. Veliko družin Amišev je bilo hudo prizadetih in ranjenih. Cela skupnost je zelo trpela zaradi tega zločina. Več staršev je izgubilo svoje hčere, drugi pa so trpeli posledice močno poškodovanih in zlorabljenih otrok, ki so preživeli. To je bilo veliko zlo, ki ga ta kraj že dolgo ni videl. Toda pri tej tragediji se resnična zgodba še ne konča. Ta amiška skupnost je imela vso pravico izražati svojo jezo nad Charlesom Robertsom in njegovim dejanjem. Lahko bi obsojali njegovo celo družino. Lahko bi dovolili tej bolečini ob izgubi njihovih otrok, da jih povsem uniči. Toda oni so ravnali podobno kot Jezus. Ker verjamejo v Božjo besedo in v Božjo ljubezen, so se želeli držati tudi Božje zapovedi o odpuščanju. Tako so odpustili Charlesu za njegova huda dejanja. In to odpuščanje ni bilo samo nekaj formalnega ali neka površinska izjava. Resnično so Charlesu iz ljubezni odpustili in to odpuščanje tudi izkazali Charlesovi družini. Nek amiški sosed je že nekaj ur po tem streljanju šel obiskat družino Roberts, da bi jih potolažil. Povedal jim je, da jim iskreno odpušča. Spet drugi iz amiške skupnosti so prišli kasneje k njim in jih tolažili. Tolažili so Charlesovo ženo in njegove starše. Nek amiški možakar je več kot 1 uro v svojem objemu držal Charlesovega potrtega očeta, ki je močno jokal in tako tolažil. Amiška skupnost je to odpuščanje tudi javno izrazila. Ustanovili so celo dobrodelni sklad za pomoč Charlesovi družini, ker so jim želeli pomagati. In okrog 30 članov iz te amiške skupnosti se je udeležilo Charlesovega pogreba. Šli so na pogreb in izkazali zadnjo čast in slovo človeku, ki je ubil 5 deklic iz njihove skupnosti, ter hudo ranil še drugih 5. Tako zgleda pravo krščansko odpuščanje. To je veliko sporočilo Jezusove ljubezni in milosti. Tako se vidi tudi iskrena ljubezen v praksi. Tistemu, ki je bilo veliko odpuščeno, lahko tudi sam veliko odpusti. Dragi brat in sestra, tudi za nas si želim, da bi lahko odpuščali drugim. Želim si, da bi ljudje okrog nas bili šokirani nad našo ljubeznijo in odpuščanjem. Želim si, da bi nas poznali po naši ljubezni med sabo in tudi do drugih ljudi izven naše skupnosti. Tako bodo lahko še mnogi spoznali, da je Jezus resničen in da on živi v našem srcu. Tudi takrat, ko te je nekdo hudo ranil in prizadel, mu odpusti in videl boš, kakšno moč ima to odpuščanje. To ljubezen, ki smo jo že sami prejeli, tudi izkazujmo drugim ljudem okrog nas. Dragi brat in sestra, ko te je nekdo hudo prizadel, res grozno prizadel in mu ti odpustiš,
bo ta oseba povsem osupla. Tega ne bo mogla verjeti, zato ker sta ljubezen in odpuščanje toliko večja od jeze in sovraštva. Ljubezen in odpuščanje spregovorita toliko globlje in se dotakneta našega srca. Prepričan sem, da bi vsak, ki doživi tako odpuščanje od tebe, želel tudi spoznati vir te ljubezni, razlog, zakaj si odpustil Jezusa Kristusa. Ker tisti, kateremu je bilo veliko odpuščeno, lahko tudi sam veliko odpusti. Mogoče si zdaj misliš, pa tebi je to enostavno povedati in govoriti naj odpustimo drugim. Toda ne veš, kaj se je meni zgodilo. Ne veš, kako me je ta oseba ponižala. Ne veš, kako me je tista oseba prizadela. Tako težko je to odpustiti. Jaz se popolnoma strinjam s tabo, da odpuščanje vedno ni tako enostavno. Še posebej takrat, ko nas res hudo boli. Toda vem pa eno, Božja volja za tebe in mene je, da odpustiva vsaki osebi. Ne glede na to, kaj nam je kdo storil. Ne glede na to, kako hudo in boleče je to bilo. In iz osebnih izkušenj vem, da ko odpustim ljudem, od mene pade veliko breme in se počutim veliko boljše. Na prvi pogled je lahko zares težko, toda ko enkrat premagam to oviro in odpustim, je to zame veliko lažje, kot pa nositi to ves čas, to breme, bolečine, zamere in neodpuščanja. Dragi brat in sestra, dragi prijatelj, Bog ti danes pravi, odpuščaj drugim, kot sem ti tudi jaz odpustil. Popolno odpuščanje je danes na voljo tebi in meni. Bog je storil vse, da bi ti in jaz prejela to odpuščanje. Žrtvoval je svojega dragocenega sina, zato, da bi nam lahko odpustil ves naš greh. Toda Bog želi, da tudi mi odpuščamo drugim. Da odpuščamo tudi tistim, ki so nas hudo prizadeli ali nam škodovali. Ker on, ki nam je odpustil ta prevelik dolg našega greha, pričakuje, da tudi mi tako delamo in odpuščamo drugim. Zato izkazujmo to veliko Kristusovo ljubezen, ki smo jo sami prejeli ljudem okrog nas. Naj nam Bog pri tem pomaga. Amen. Združimo se v molitvi. Dragi Oče, hvala ti, da nam ti po tvoji besedi kažeš, kako velika je tvoja ljubezen. Jezus, ti si prišel na ta svet za nas, da bi bil ta žrtev, ki je morala biti plačana za odpuščanje naših grehov. Jezus, hvala ti, da si ti vse storil, da bi mi lahko bili očiščeni, opravičeni in povsem osvobojeni naših grehov, vseh vezi, ki nas držijo. In Gospod, po tvoji veliki ljubezni nam ti kažeš, da tudi od nas želiš, da delamo enako. To je tvoj namen za nas, kaj ti veš, da je to za nas boljše. Toliko boljše je nositi tvoje breme, kot pa breme teh lastnih bolečin, zamer, neodpuščanja. Gospod, zato nam pomagaj, da bi bili taki, kot si ti, da bi tudi sami odpuščali, ker smo že sami prejeli veliko odpuščanje. In daj, Gospod, da bi ljudje okrog nas spoznali, da si ti ta razlog, ta vir naše ljubezni, zakaj mi lahko njim odpuščamo. Gospod, daj, da bi bili taki, kot si ti, Jezus. In odpuščali tudi tistim, ki so nas hudo prizadeli. Pomagaj nam v tem in nam daj moči, Gospod, kajti to je tvoja volja za nas. To molimo v tvojem imenu, Jezus. Amen.